strah tudi vprašati, kaj mi počnemo, kaj mi pričakujemo. Zdaj manj smo slišali, da bomo mogoče najdeli odgovore na tem, kaj bo v naslednjih 10 letih. Verjetno je to vprašanje za milijon evrov, ampak mi se bomo potrudili, da nam bo lepo. V Evropski uniji verjetno vsi veste, da je danes veliko težav, da je kriza, ki je močno prizadela tudi mlado generacijo, torej vas. Da je brezposelnost precej velika, da imamo na eni strani države, kjer je vsak drugi mlad človek pravzaprav pri 25 letu v starosti brez zaposlitve ali pa nima prave vizije, kako naprej. Hkrati pa gre to za zelo izobraženo mlado generacijo, za ljudi, ki imajo diplome, magisterije, doktorate, vedno več je tega znanja med mladimi. V Sloveniji je brezposelnost po enih podatkih 26%, kar pomeni, da je za vas pred vami zelo velik izziv, kako najti tudi po vašem študiju neko prvo zaposlitev. Tako da jaz si predvsem želim, da boste vi kot Slovenke in Slovenci, Evropejke in Evropejci, znali čutiti to identiteto, ki vam ponuja tudi Evropa. Evropa je nek izziv in je priložnost. Je neka, bi rekla, skupnost različnih kultur, različnih jezikov, različnih obrazov, varov, vrednot, tradicij, ampak vse to je eno veliko bogatstvo. In vam ta Evropa ponuja tudi to, da lahko danes potujete v druge države, da lahko danes iščete tudi izobrazbo v drugih državah Evropske unije in neke prve zaposlitve. Tako da upam, da bomo skupaj znali izkoristiti te priložnosti Evrope in narediti življenje, posebej za vašo generacijo, za mlade, ki bo čez nekaj let tista, ki bo odločila o naši skupni prihodnosti varno. Tako da ne se bati vprašati, jaz normalno smo navajeni takih dogodkov, tako da bo vas veseljem sigurno odgovorili na vsa vprašanja, pa predvsem, da boste vi povedali, kako vi vidite svoje razmere. Hvala lepa. Hvala. Lep pozdrav organizatorjem, tudi obema podžupanoma, gospodu Rozmanu in gospodu Požežniku. In seveda vsem vam mladim, ki ste tu, sem zelo vesela, da je tako zelo polna dvorana. Živimo v demokraciji in v tej naši demokratični Sloveniji je ogromno raznih pritožb, stvari ne grejo prav, narobe grejo. V demokraciji se lahko izboljšajo samo z aktivnimi državljani. Ne morete pričakovati, da boste pasivni, da si ne boste upali dvigniti glave, hkrati se bo recimo politika sama izboljšala, gospodarstvo samo izboljšalo. Aktivni morate biti. To pomeni, da morate spremljati, kaj se dogaja, da morate analizirati, da morate poskušati razumeti, da morate poskušati najti rešitve, da morate najti zaveznike, da se morate pogovarjati, da ste sposobni sprejemati kompromise, ki vam bodo dali ustrezno večino, da bodo potem te svoje ideje tudi uresničili. To je aktivno državljanstvo. Ne smem, da ste ga sposobni. Znanje imate dovolj priložnosti tudi in zato vas spodbujam k temu in zato se tudi udeležujem vseh okrogih mis in javnih tribun, ki se jih le lahko. Zato, da vam povem, da ta prostor tu je ustvarjen zato, da ste aktivni. Demokracija niso samo pravice, demokracija, če želite, da so priložnosti, pomeni tudi odgovornosti. In k temu vas danes spodbujam. Najlepša hvala. Mislim, da je bil tale poziv zadosten, se je mogoče pojavilo že kar takoj kakšno vprašanje. Sicer pa smo k vprašanjem pozvali tudi na povsem dobro znanemu spletnem portalu oziroma socialnem omrežju Facebooku, kjer smo opazili, da ste tudi vidve obe aktivni in imata po naših podatkih malo več kot 6000 sledilcev, kar lep rezultat. Nekaj vprašanj se je nabralo, pa mogoče tole začetni nemir presekamo z enim vprašanjem z Facebooka, ki so ga zastavili uporabniki. In sicer, uporabnik pravi, zelo malo se ve, kakšne odločitve kako vaše odločitve v Evropskem parlamentu pravzaprav dejansko vplivajo na naše vsakdanje življenje. Zdaj pa prosi, da vsaka da 2 primera odločitev, ki jih je sprejel Evropski parlament in za katere bi lahko rekli, da so res najbolj vplivale na naše vsakdanje življenje v Evropski uniji.
najprej tale čas izrabila tudi za samo reklamo. Ker res je, Facebook strani imam, svoje prijatelje, res strani pravzaprav, in vsak mesec objavim tam tudi nagradno igro. Takrat, ko imamo plenarno zasedanje, zastavim vprašanje o evropskih politikah, ki je tako, da poskušam čim bolj spodbuditi ljudi, da bi dali kakšne predloge. Potem tudi razdelimo nagrade, praviloma kar vse, ki sodelujejo. Vas res zelo vabim, da se teh nagradnih iger udeležujete, ker jih tudi potem jaz odgovore preberem in seveda pomenijo zame tudi pomembno informacijo o tem, kako razmišljajo ljudje in veliko je mladih, da tam sodeluje. Tako da mi je zelo pomembna informacija. Zdaj pa odločitve, se pravi dve odločitvi. Verjetno tisti, ki je vprašanje zastavil, ni mislil, da je prav moje osebno, ker to ne bo mi moramo nekaj predlagati in potem moramo dobiti podporo večine. Tako da je vedno večina v parlamentu za nekaj za nekaj, rekla ima zasluge za nekaj. Ja, ena taka stvar, ki je najbolj odmevala, je zagotovo bilo gostovanje v tujini, to so cene telefonskih klicev, če recimo kličete tudi to, kar še vedno imenujemo tujina, čeprav jaz mislim, da evropske države, ostale države članice niso več tujina. Ti klici telefonski so se izredno pocenili, tudi prenos podatkov, tudi pošiljanje SMS-ov in zdaj v nadaljevanju pričakujemo, da se bo pravzaprav oblikoval nek dejansko notranji prostor na telekomunikacijskem področju, tako da bi v prihodnosti ne smelo biti več razlik v teh cenah. To je ena stvar, v drugih stvari je tako veliko standardi za zrak, označevanje hrane. Potem, mogoče, se moramo odločiti, bi rekla to, da je recimo en velik 70 milijardni program, nov program za raziskovalno razvojne projekte, kjer sodeluje tudi Slovenija, zdaj bistveno bolj blizu potrebam manjših držav in manjših skupin. In to niso samo raziskovalne skupine na univerzah in inštitutih, ampak tudi razvojne skupine v podjetjih. In to mislim, da Slovenija še kako potrebuje. Hvala lepa. Hvala lepa za vprašanje. Me zanima, je 6000 sledilcev veliko na Facebooku. Verjetno imate vi tudi dovolj. Družabni mediji so zelo pomembni za nas, da komuniciramo z vami, da nam sporočate, kaj vas zanima. Tako da se mi zdi, da smo najbolj aktivni posebej prek Facebooka ali pa Twitterja. Ne vem, če danes imamo tudi naslov za Twitter, da lahko kaj komuniciramo prek Twitterja. Običajno je to že praksa postala. Verjetno ste tudi vi sami uporabniki. Zdaj, kar nekaj je seveda odločitev, ki direkt zadevajo, so povezane tudi za varno uporabo interneta med drugim. In s tem se jaz veliko ukvarjam za zaščito naših osebnih podatkov. Tu smo mi sprejeli kar nekaj zakonodaj, ki ščitijo nas kot uporabnike interneta. Vi verjetno se ne zavedate, da vsakič, ko naložite neko sliko na Facebook ali pa plačujete položnice, račune ali pa kupujete preko interneta, da vi posredujete eno izjemno količino vaših osebnih podatkov. Pa se verjetno ne vprašate, kaj to dejansko pomeni. To v svetu danes postaja velika skrb, koliko mi svojih podatkov, koliko imamo nadzora, verjetno ste sledili tudi zadnjo afero Snowden, ki je razkrila, kako so vohunili in prisluškovali voditeljem, državnim službam in tako naprej. S tem vse se te dni zelo veliko ukvarjamo v parlamentu s posebnim preiskovalnim odborom, ki raziskuje to ameriško afero in koliko nam prisluškujejo. In tu recimo mi ščitimo pravice naših evropskih državljanov in zaščito naših osebnih podatkov, kako daleč gremo pri poseganju v našo zasebnost. In Evropejci imamo tu primerjavi z Američani pravzaprav veliko boljšo zakonodajo, ki nas ščiti. Če omenim zame ena velika vrednost posebej tega evropskega povezovanja je svoboda gibanja. In v tem kontekstu lahko menim Erasmus kot en velik dosežek, kjer si je Evropski parlament prizadeval pred kratkim, da je zagotovil zadostna sredstva v naslednjih 7 letih, ki bodo zagotavljala, da boste vi še vedno lahko hodili v te različne programe in izmenjave študijske izobraževanja po vsej Evropski uniji,
ker lahko rečem, da so bila v tej času krize ta sredstva močno vložena. In se mi zdi, da smo uspeli v Evropskem parlamentu zaščititi tisti velik del denarja, ki ga bodo evropske vlade prispevale, prav zato, da boste vi mladi imeli priložnosti izobraževanja, mladi raziskovalci priložnosti in hkrati smo zaščitili tudi tiste mladi, ki prihajajo v Evropo, kot varuške, kot pripravniki, kot stažisti, kot iskalci, kot zaposlitev. Se mi zdi, da pravzaprav Evropa, ko gledamo, ni Evropska unija, ni tu, da bi morda čez noč rešila vojne, odpravila revščino, ampak korak po koraku, tako kot je Romana recimo omenila, cenejše telefoniranje, varnejši internet, označevanje hrane, standardi recimo, nekaj dni nazaj smo odločili o tem, ali bo na nalepkah meda označeno, ali je cvetni prah, ki je pridelan tudi iz gensko spremenjenih organizmov. Dejansko Evropski parlament ščiti nas, Evropejce, državljane, da živimo bolj varno. In vse, kar sprejema Bruselj in seveda tudi so evropske vlade, tudi slovenska, prej ali slej pride v naš način življenja. Zato je toliko bolj pomembno, da razumemo, kako te institucije delujejo. Hvala lepa. Se mogoče zdaj že pojavlja kakšno vprašanje, mogoče tam je že eno vprašanje. Prosim, se bo mikrofon takoj prispel. Kar prosim. Boste rekli, po teh majhnih korakih, sem zdaj eno vprašanje za poslanko Romano, sicer vi veliko, kako ste v informacijah, ste vi tudi članica odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane, to je nujno. No, pa me zanima, kaj dejansko Evropska unija v tem trenutku in sicer dela na tem za te obnovljive vire in naprimer ta afera, ko je zdaj s to za obnovljive vire. Ko je zdaj ta afera s to vetrnico, naprimer te nordijske države, pa to imajo veliko teh sončnih celic, potem izrablja vetrne energije, ampak Slovenija pa na tem področju trenutno ni precej dejavna. Kaj lahko dejansko Evropska unija v tem primeru naredi, da bi pospešila gradnjo na tem? Hvala lepa za to izredno aktualno vprašanje. In pa, če lahko popolnem rekla, da bova verjetno obidvi vzeli tudi komentarje, ni treba, da so samo vprašanja. Ta problematika, ki ste jo omenili, je izredno pomembna in se z njo že kar nekaj časa v Evropi ukvarjamo, zaradi tega, ker ima Evropa neko skupno politiko glede obnovljivih virov in sicer želimo njihov delež v energetski mešanici zelo dvigniti. Do leta 2020 želimo imeti 20% obnovljivih virov energije. Zdaj to ni samo nek diktat Bruslja, kar je prej kolegica Tanja omenila. To je zakonodaja, ki je bila sprejeta za podporo vseh držav članic, tudi slovensko vlado in pa tudi v Evropskem parlamentu. Imamo pa z obnovljivimi viri problem. Namreč problem je ta, da so države, da bi te cilje dosegle, zelo subvencionirale te obnovljive vire in zaradi tega, to je problem zaradi tega, ker smo zdaj v finančni krizi, imajo nekatere zelo težave z proračunom, hkrati je pa elektrika, naj bi letos nekje do julija v Evropi oblikovali notranji trg, po katerem bi seveda cene elektrike energije določile v skladu z zakonom konkurence. In zdaj, če imate vi tak dosti velik delež obnovljivih virov energije, pa še večja se, ki ga zelo subvencionirate, potem seveda ne morate govoriti konkurenci na trgu. In da te konkurence res ni, kažejo številne analize. In med drugim je recimo zelo zaskrbljujoč podatek ta, da je prav v vseh državah članicah Evropske unije, v vseh 28 državah članicah je delež v ceni za elektriko, recimo, ki ga plačajo vaši starši, je delež elektrike manjši kot pol. Vse ostalo so pa delno distribucijski stroški, ostalo so davki in razne ostale skrite dajatve. Tako da se s tem problemom v Evropski uniji moramo spopasti. Je pa ravno včeraj Evropska
predvčerajšnja Evropska komisija objavila nov predlog podnebno-energetske politike do leta 2030, kjer ni predvidenih nekih večjih sprememb do leta 2020, kar je prav, ker če bi imeli take kratkoročne spremembe, bi seveda odgnali vse investitorje, od tu nihče ne bi bil pripravljen več investirati, ker to ni stabilno investicijsko okolje. Za leto 2030 pa predlaga spet neke cilje, recimo cilj znižanja toplogrednih plinov, pa tudi cilj za obnovljive vire energije, ki naj bi se iz 20% leta 2020 zvišal na 27% leta 2030. Seveda, te zakonodaje sedanji parlament ne bo mogel obravnavati, ker ni več časa, to bo delo naslednjega mandata. Vsi pa želim, da bi politika, ki bo odločila v tem novem paketu, ne razpravljala samo o teh številkah za cilje, kar jaz pravim je še najlažje, ampak da bi pogledali vse tiste tehnične detajle, ki jih je treba spremeniti, da bomo lahko imeli res konkurenčno, hkrati pa trajnost, da bomo imeli konkurenčno, hkrati pa trajnostno energetiko. Hvala lepa, tako za vprašanje in za odgovor. Kaj nadaljujemo? Sam, da se tudi eno vprašanje pojavilo. Za varni internet. Za varni internet, ne? Zdaj pa govori se tudi, da bojo, ne vem, ki je videli vse, kar delamo, pa se s kom se piše, pa kaj na interneti, pa na mobilniki. Zdaj pa tudi to varni internet, to za mene ni varni internet. Jaz sama vidim problem v tem, da je internet oziroma internet je velik izziv, je pa tudi priložnost. Kaj je internet dosegel, da danes praktično komuniciramo zelo hitro po celem svetu, da če pogledamo, kaj se je dogajalo tudi s temi arabskimi revolucijami, kako so dejansko ljudje se zmobilizirali preko interneta. Je velik izziv, je priložnost, ampak dejansko pa vsa tehnologija gre izjemno hitro. In mi kot uporabniki z vsem, kar dajemo na internet, kar nalagamo, nismo dovolj zaščiteni, ker gre dejansko ta razvoj tehnologije precej hitro. Ne? Ampak ni toliko problem pri nas, uporabnikih, se začne z nekimi stvari, ker se dogaja kibernetski kriminal, ko so upletene velike multinacionalke, ko si kradajo zapletene sisteme in tu, kjer se obračajo veliki denarji, tudi pri recimo igrah na srečo, ki so se iz igralnic preselile recimo na internet danes. Dejansko je danes kibernetski kriminal ravno zaradi te slabe zaščite pravzaprav postal en kriminal, kjer izgubimo največ denarja. In tu smo zdaj recimo v Evropi probali vsaj, ko gre za kibernetski kriminal, vzpostaviti en center, da si države med sabo izmenjujejo informacije. Skušamo vzpostaviti ena pravila igre, verjetno, ne vem, če ste kaj spremljali v preteklosti, ko se dogovarjamo Evropa in Američani. Recimo, ko je šlo za borbo proti terorizmu, so Američani od nas imali količinsko velike podatke, ko gre za bančne kartice, ko gre za potnike na čezatlantskih letih in tako naprej. Mi smo imeli kar veliko pogajanj v teh odnosih z ZDA, kako zaščititi Evropejce, da naši podatki množično ne odtekajo, nekontrolirano, ne odtekajo, kar se dejansko dogaja. Kar pa samo vidim, se mi zdi kot problem, je, da se mi kot ljudje ne zavedamo te nevarnosti, ko vse svoje podatke vnašamo v internet in da se ne zavedamo, kako daleč gre ta poseg v našo zasebnost in kje si bomo mi še dovolili ta poseg. Tudi če pogledate recimo Google Earth, ali pa ti programi, ki imajo praktično zemljevide skoraj do naše hiše, kamor nas lahko sledijo. To je en mogoče vrh ledene gore, kar je tudi recimo razkrila ta afera Snowden. To so vse stvari, kjer se skušamo v Evropi z neko, zdaj smo imeli zelo obsežno zakonodajo o zaščiti osebnih podatkov, zavarovati pred tujimi, recimo, silami. Če pogledamo tudi račune na e-mailih,
To so vse, kar gre v oblak praktično, je za nas določeno do neke mere nevarno. Mi smo se pogovarjali v Evropi in mogoče varno narediti nek evropski oblak, da ne grejo vsi naši podatki direktno nekam, kjer niso varno shranjeni. Tudi Evropejci sami smo vohunili in vohunimo za Američani ali drugimi. Skratka, te stvari gredo in imajo zelo velike razsežnosti. Veliko verjetno bo treba narediti, predvsem pa se zavedati tudi nevarnosti. Ker jaz mislim, dokler ne bo kakšne žrtve resnično zaradi tega, nekega takega incidenta, se te nevarnosti tudi ne bomo zavedali. Kraje in pomembne in tako naprej. Hvala lepa. Ker nadaljujemo komentar, vprašanje. Hvala. Najprej pozdrav obema. Imel kompliment komentar in sicer bi rad odziv nanj. V Sloveniji, kar se tiče mladih in pa seveda organizacij v okviru Evropske unije, ki so namenjene mladih, teh praktično ni. Recimo, dve organizaciji European Youth Parliament, ki ima zgolj 5 članov, in pa Young European Federalists, ki že ne obstaja v Sloveniji 10 let, v bistvu rad bi odziv na to, kaj dejansko dela Evropa v smeri, da bodo mladi v Sloveniji bolj aktivni člani Evropske družbe in pa kaj lahko dejansko glede tega naredi, ker je pa stanje za mlade v Evropi zelo slabo. Hvala. Hvala za vprašanje, je zelo pomembno. Zdaj, kaj lahko naredi Evropa? Eno so seveda programi in financiranje za zaposlovanje mladih. To nek del denarja bo Slovenija dobila, kar je bil tudi sklep zaradi naše velike brezposelnosti. Potem verjetno veste, ko gre za vprašanje brezposelnosti, jamstvo za mlade, o tem Slovenija kot vlada že sprejema ukrepe, da bodo mladi do 29. leta starosti dobili možnost neke prve zaposlitve, nekega prvega pripravništva. To vprašanje, ki ste ga vi zastavili, kaj pa lahko Evropa naredi, da se mladi v Sloveniji mobilizirajo skozi neke evropske forume, če sem prav razumela, se mi zdi, da je bolj vaša odgovornost. Kako se vi med sabo boste sposobni povezati. Jaz mislim, da če boste imeli neko dobro idejo oziroma nek motiv, motivacijo, tako se pogovarjati o določenih temah in te teme tudi predstaviti v neki organizirani obliki, da je to vse mogoče, ampak zato se morate predvsem vi povedati. Kar sem jaz večkrat v preteklosti opazila je, da mladi imate sicer krasne ideje, zelo inovativne, ampak da na veliki taki državni ravni pa precej niste povezani, ali na regionalni. In tu se mi zdi, da ste lahko bolj aktivni. Tu vam verjetno Evropa ne bo pomagala, da vas bo skušala organizirati v smislu, kako boste vi zagovarjali in gradili svoje ideje. Boste pa lahko, ko se boste enkrat organizirali, imeli neko smer, kaj želite doseči, mogoče se lahko tudi od nekje dobili kakšna sredstva za to, kar želite početi. In tudi podporo, da je najpomembna. Predvsem pa se morate med sabo, po moje, znati zmobilizirati in potem pritiskati na te politične odločevalce, da vas poslušajo. Te organiziranosti strani mladih se mi zdi premalo v Sloveniji. Evropa je prostor svobode in priložnosti. In v tem prostoru ne pričakujte, da vas bo kdo določil, da morate sodelovati v tem forumu, v drugem forumu. Morda je Tanja prej omenila, so vam zdaj rekli, da morate sodelovati na tej razpravi. Ampak nasploh priložnosti so dane in vi sami se odločate o tem, ali boste izkoristili te priložnosti ali ne. Zato sem prej tudi govorila o pomenu aktivnega državljanstva. In na evropskem nivoju so te priložnosti. Zdaj, mislim, da se je z prejšnjo finančno perspektivo se je iztekel program Mladi v akciji, ki je spodbujal tudi delovanje v raznih nevladnih organizacijah in zagotovo se bo to nadaljevalo, ker je zdaj nov program Erasmus, ki je tudi že prej bil omenjen, ki združuje več teh akcij, med drugim tudi akcije za mlade in ta program ima v tej novi finančni perspektivi bistveno več sredstev, kot jih je imel prejšnji. In to kljub temu, da je evropski proračun absolutno gledano, nominalno gledano, zdaj nižji.
je za mlade več denarja. Ampak nihče vam ne bo tega denarja ponujal. Vi boste morali priti z neko idejo in se zorganizirati, potem to poskušati izvesti in ne mislim, da zdaj vam bo pa kar prvič uspelo, pa treba še drugič poskusiti, pa če drugič ne uspe, bo pa tretjič. In to opažam, to razliko pa opažam morda malo med slovenskimi vladami pa kakšnimi drugimi iz dveh zahodnih držav, da oni kar poskušajo, ker imajo to dolgoletno tradicijo že iz teh bolj konkurenčnih prostorov, da se je pač treba aktivirati, da je treba biti aktiven in da ti potem pač enkrat uspe. Jaz bi pa pravzaprav vas vprašala, zakaj pa je v teh forumih, ki ste jih omenili samo po 5, pa po 10 članov. Ste se poskušali priključiti, vplivati na to politiko. Sicer pa, da ne bomo zdaj čisto zelo kritična izpadla, jaz imam zelo dober občutek, glede mladih v Sloveniji. Se mi zdi, da ogromno javnih razprav organizirate, da vas zanimajo prave stvari, da ste na dobri poti. Tako da jaz verjamem v vas, samo vi še morate vase. Jaz sem želela samo nekaj dodati, da je tekmovalnost danes med mladimi za zaposlitve ali pa tekmovalnost nasploh, ko se hočete nekam vi plasirati, izjemno bolj divja in izjemno bolj kruta, mogoče zelo krvava, kot je bila pred leti. In zato bo zelo odvisen od vas, koliko boste vi pogumni, drzni in vztrajni. Če vam ne bo uspel prvič, drugič, da boste nadaljevali tudi tretjič. In jaz samo na svojih izkušnji lahko povem, ko sem bila v vaših letih, sem se praktično prijavljala na vse možne stvari, pa tudi, če niso bile tiste, ki bi me najbolj zanimale, ampak da so mi odpirale vrata. In se mi zdi, ko sam iščeš in si vztrajan, zdaj jaz vedno omenjam tudi to malo mednarodno izkušnjo, se mi zdi, da ti odpre tudi malo tvoje lastno obzorje z tem, ko spoznaš neke druge mlade ljudi, znanje jezikov, ne se ustrašati, bodite pogumni, priložnosti so in vztrajni. Vi boste generacija, ki bo imela več težav od prejšnje generacije. In tako bojo uspeli, po mojem, mogoče tisti, ki boste bolj vztrajni in pogumni. Tako da ne obupati, če vam prvič ne uspe ali drugič, ker mislim, da priložnosti so. No, novih priložnostih je tudi nekaj vprašanj na Facebooku in eno je povezano pravzaprav z delovnimi mesti, ki vsekakor so nova priložnost. Kako takole pravi, veliko projektov, ki so bili odobreni za pridobitev evropskih nepovratnih sredstev, je imelo za enega izmed kriterijev tudi nove zaposlitve. Je napravljena kakšna analiza, koliko novih zaposlitvenih mest je bilo ustvarjenih in koliko jih je po teh projektih ostalo? Kakšna je pravzaprav neko razmerje? Zagotovo je bil to en kriterij, merilo, mislim, če po slovensko, ki je dosti bolj začel izstopati v času krize. Jaz se ne spomnim, da bi ga prej toliko omenjali in mislim, da je bil pravzaprav kot neko obvezno merilo dodan zdaj še v novi finančni perspektivi tudi na zahtevo Evropskega parlamenta. Naj se kot eno od meril uspešnosti upošteva tudi nova delovna mesta. In na tak način se tudi vidi razvoj politik, ko nas ljudje sprašujejo, ali sploh kaj reagirate, saj živite v enem čist drugem svojem svetu. Mi reagiramo, samo mi pač delamo na političnem nivoju, ki je včasih mogoče malce oddaljen od ljudi. Žal, težko prenesemo včasih informacije, ampak recimo, vse po mojem prepričanju, programi, ki bodo sofinancirani iz evropskega proračuna, bodo zelo odgovarjali na potrebe gospodarsko-finančne krize in za delovna mesta naj rečem, da je bil parlament izredno aktivno, recimo, da smo uspeli najti na posebna sredstva še v starem proračunu za jamstvo, ki se jim reče jamstvo za mlade, da se mlade nezaposlene pod 25 letom starosti zaposli, da se jim da neko priložnost za izobraževanje. Potem recimo tudi še tretjič omenjamo Erasmus program, ki je prav namenjen temu, da sofinancira stvari, s katerimi boste mladi bolj konkurenčni, da boste lažje prišli na trg dela. Mobilnost. Recimo na novo smo zdaj naredili neka partnerstva, ki se financirajo iz evropskega denarja med izobraževalnimi inštitucijami in podjetji. Ker kaj se nam dogaja? Tudi v Evropi, ne samo v Sloveniji.
da ste mladi brezposelni, hkrati pa podjetniki ne morejo dobiti ustrezne delovne sile. Tako da tudi to se recimo zdaj sofinancira bo možno sofinancirati iz evropskega proračuna. Potem na novo, mladim se daje možnost kreditov, če upravljajo magisterij in da jih vračajo potem, ko se bodo zaposlili. To je tudi nekaj novega. Zdaj, s številkami vam pa žal ne moram postreči, ker to bi pa morala biti vprašanje vnaprej in da bi pregledala statistike. Hvala lepa. Pred toliko informacij, tam ste se pojavili še eno vprašanje. Prosim. Lahko sem veliko še vrnem nazaj in sicer bi rada sem imel komentar na vprašanje z kolega iz centra. In sicer, ko ste rekli, se strinjam z vami, da mi sicer nismo dovolj povezani, se mi pa zdi, da bi lahko v šolskem sistemu bilo več, da bi šolski sistem vseboval več seznanjanja s temi skupinami. Ampak se mi zdi, da šolski sistem je trenutno v Sloveniji preveč zaprt, da bi dopuščal reklamiranje. Naprimer, v Erasmusu, zakaj ne biti s tem programom, s tem Erasmusom seznanjali že v srednji šoli, recimo. In nas, naprimer, spodbujali na to. Naprimer, vem, za sistem v teh severnih državah, ko so članice Evropske unije, je sistem veliko bolj odprt, jih spodbuja k delovanju, jih spodbuja v sodelovanju z politiko in dejansko so del neke skupnosti. Hvala. Se strinjam z tem, da mogoče vaša informiranost, kaj se dogaja v Evropski uniji, kaj imam na voljo kot mladi generaciji, kaj sploh Evropska unija je izjemno slabo v naših šolah. Od osnovne šole naprej, jaz sem pred časom naredila en projekt knjige, kjer sem zbrala avtorje vseh generacij in so predvsem mladi dejansko rekli, da pravzaprav ne vejo nič o Evropski uniji, da ne vejo, kaj jim je na voljo in nimamo neke prave vzgoje. Zdaj, to je ena stvar, kjer morda res nimate zadosti informacij, očitno jih nimate zadosti. Kar pa je večji problem v Sloveniji, zakaj imamo tudi tako brezposelnost, sem ravno do danes brala eno analizo, da imamo recimo preslabo povezanost z izobraževalnim sistemom in tisto zaposlitvijo. Ustvarimo recimo generacijo naravoslovcev, matematikov, imamo pa delovnih mest dizajne. V bistvu ljudi, da profesor, jaz ne vem, koliko je to realno, ampak da jih vprašate, kaj pa to, kaj pa ono, da tudi vi pokažete malo svojega interesa. In tukaj ste verjetno, kaj ste tu, srednje šolci? A boste nadaljevali šolanje? A veste, da zdaj te visokoškolske ustanove, ki jih je zelo veliko v Sloveniji, tekmujejo med sabo, tekmujejo za vas? A veste to? Rade bi dobile čim več potem študentov. Pejte na informativne dneve, vprašajte jih, kako so vpeti v evropske povezave, ali nudijo svojim študentom tudi možnost medštudijske izmenjave. Na tak način boste vi šole spodbudili, ker če bo veliko takih vprašanj, bodo videli, da so pomembna in bodo profesori zaradi tega imeli večjo motivacijo, da to tudi delajo. Na kakšen način pa mogoče vseeno Evropski parlament širi svoje ideje? So kakšni sistemi se bi širi? Ideje pa programe med mlade, nekaj takega ustanovljeno? Čisto enostavno, jaz bi rekla, da je Evropski parlament izjemno odprta, transparentna institucija. Dovolj je, če odprete internet in opišete v Google Evropski parlament, tam boste dobili tiste prve informacije. Pa če opišete Evropska unija, pa boste dobili povezave na vse programe, boste dobili povezave, kje iskati študijske možnosti. Samo dovolj je, da malo to vsi verjetno znate boljše kot vidite z Romano, da boste zelo hitro najdeli. Teh informacij je na internetu toliko, da se zgubiš. In če gledate samo Evropski parlament, imate pa še 24 ur prenosov vseh stvari, imate vse informacije na voljo v slovenskem jeziku, vse povezave. Jaz mislim, da je danes strašno lahko najdete informacije, če se malo potrudiš. Pa verjetno se niti ne rabiš kaj dosti potruditi. Da se ne bi res zgubili. Ena stvar je, ki mislim, da je pomembna in da ne boste mislili, da vi ne morate ničesar koristiti. Možnost stažiranja v evropskih inštitucijah. To je možnost, ki jo ima vsak mlad človek iz Slovenije, ki seveda si nekaj zna
dela na sebi, na svojem osebnostnem razvoju in ki si upa kandidirati za to. In vse evropske inštitucije nas objavljajo razpise za stažiranje. In vi lahko tam kandidirate in nekaj slovenskih stažistov je ves čas že v evropskih inštitucijah. Stanjo smo bili v Petri ta teden na pogovoru z slovenskimi stažisti v evropskih inštitucijah. Zelo lušni mladi, zelo ambiciozni, zelo dinamični, hkrati pa nič posebnega. To lahko, mislim, ni treba, da se obremenjujete zdaj, da mora biti to nekdo s posebno afiniteto do nekih politik, nekdo, ki je 12 let mednarodni politiki. Ne, to je nekdo, ki si želi biti mobilen, ki želi spoznati to mednarodno okolje. Pa še nekaj bi rekla, Tanja, ne mi zameriti, prej si dala en primer mladi iz naravoslovja, da dobijo služb. Jaz bi rekla, da je bolj obratno, ne strašiti mladih. Slovenija potrebuje več naravoslovcev, tako da tisti, ki želite iti študirati na naravoslovje, ne pojte ga. Hvala, da me se vejo vprašanje. Zdravo, mene pa zanima zakaj ni več teh organizacij organiziranih, recimo kot je otroški parlament skozi osnovno šolo, zakaj ni kaj takega tudi naprej, če srednjo šolo organiziran, ker recimo jaz sem v osnovni šoli sodelovala v teh otroških parlamentih in je tu Zveza prijateljev mladine, nekaterim, ki smo bili v delovnem predsedstvu, nam je plačala potovanje v Belgijo, da smo si lahko gledali Evropski parlament, ampak potem se to v 9. razredu konča in ko greš v srednjo šolo, jaz sem takrat izgubila v stik z Evropsko unijo. In se mi zdi, da bi bilo vredno, da bi ta otroški parlament se nadaljeval tudi na srednjo šolo naprej. Hvala za to upozorilo. Zdaj verjetno je vam bolj poznano, kakšne so res te možnosti. Po mojem odvisno zelo od šole do šole in od vodstva te šole, ki se prijavlja na evropske predmete ali pa se prijavlja na evropske razpise, koliko je aktivna sama šola ali srednja šola. Zdaj, če pa vidite, da je to problem, bi rekla, na enem velikem delu naših šol, kar pomeni res v izobraževalnem sistemu, pa je svetovala, da poskusite se organizirati in napisati neko javno pismo, da bi radi tukaj naprej. Zdaj, jaz se spomnim, da smo imeli kar nekaj teh otroških parlamentov, pa so bili to v glavnem programi, ali so bili v državnem zboru, ali v šolah. To mislim, da so bolj organizirale pisarne Evropskega parlamenta, ta komisije teh evropskih točk, ki so. Se pa bojim, da je bolj ali manj to, ko gre pa za šole, bolj ali manj res odvisen od šol samih. Tako pa, da če čutite potrebo, mogoče pri vas konkretno, pa probajte se obrniti tudi na vodstvo šole. Hvala. Nadaljujemo. Ja, kar, vsekakor. Hvala. Jaz bi postavil 20 vprašanj, če bi taka, pa bom čisto kratke 3 postavil. V bistvu, kaj se dogaja z vodo? Voda javna dobrina, ali ne bo, poznamo primer direktive, je bomo privatizirali in postala kapitalska dobrina. To bi bila prva zadeva. Druga zadeva je Ukrajina. Na praktično na robu državljanske vojne. Hočeš, nočeš. Evropa ima tukaj neki zraven. Kak je tu zdaj stališče do zadeva? In obe ste omenili, Evropa je svobodna. Je res to? Jaz se to parkrat vprašam v bistvu. Poglejmo primer Francije, ki je nasilno izselila Rome, da ne govorimo o Mačarski. Jaz sem vam zelo hvaležna za vsa 3 vprašanja, ker so vsa 3 zelo pomembna, pa bom zelo hitro probala odgovoriti, še normalno ostane čas. Voda je izvzeta, ne bo javna dobrina. In to ste pravzaprav dosegli državljanke in državljani z zbiranjem podpisov, z izjemno akcijo, ki je šla po celi Evropi, da Evropska komisija potem ta predlog umaknila. Tu mislim, da smo tudi v Sloveniji kar veliko naredili in ni bojazni. Ukrajina je danes izjemen problem in je na pragu državljanske vojne. Tam imamo pol ruskega prebivalstva in tam imamo pol ukrajinskega in to je ponavadi v zmeri dober vzrok za državljansko vojno. Evropa, tu sem lahko kritična. Ljudje tam dejansko protestirajo pod evropskimi državami.
pod evropskimi zastavami, ker si želijo Evrope, zdi se pa, da se noben na naši strani zares ne zgodi. Mogoče smo predolgo ustrajali tudi, ko je šlo za vprašanje Timošenko in smo zapravili priložnost, ko je Ukrajina podpisala dogovor. Jaz mislim, da zdaj sicer vsaj ogromen ljudi se ta hip odpravlja v Ukrajino. Ogromen evropskih voditeljev, ogromen evropskih poslancev. Ena politična podpora se dogaja, če bo pa to zadosti, upam, da ne bo izbruhnil, ker potem bomo imeli zelo probleme. In gledati te ljudi, ki dejansko si želijo Evrope, se lahko mi potem sami vprašamo, ne? Mi pa tu smo, pa mogoče ne znamo čutiti tega, ker je tudi na eni strani svoboda gibanja v naši Evropi, če povežem s tretjim vprašanjem. Mi smo v Evropi postavili zelo velike norme, standarde, ko gre za človekove pravice, za neko dostojanstvo, za neko solidarnost in ko gre tudi za vprašanje priseljencev. Zame je, ko danes govorimo o Schindleru, da imamo odprte meje in potujemo brez potovalnih dokumentih, verjetno tisto simbolično največ, kar je Evropa dosegla. Ampak obenem v tej Evropi se danes dogaja to, da imamo revščino, da imamo drugačne ranljive skupine, kot so Romi, ki jih preganjamo, ki imamo preseljence, ki prihajajo, verjetno ste zasledili, kaj se je zgodilo januarja, ko je Evropa odprla trg za delavce z Bolgarije in Romunije. Ko je britanski premijer Cameron začel groziti, da ne bo več dovolil nove širitve Evropske unije in da so ti delavci, ki prihajajo z vzhodne in srednje Evrope, grožnja Evropi in Uniji. Jaz mislim, da je to ena zelo nevarna retorika, ki se danes dogaja v Evropi, ki je posledica te krize in da imamo voditelje oziroma politike, bi rekla, ki skušajo svoje države voditi v eno zelo nevarno izolacijo. Tudi ko gre za vprašanja priseljencev, drugačnih, Romov, pripadnikov manjšin, ti so danes najbolj nadarni. Zdaj, če pravite, da je Evropa svobodna, Evropa ima še vedno, če pogledamo svet, izjemne standarde človekovih pravic. Je pa res, da smo to solidarnost in te vrednote močno grozili. Jaz delam vse, kar lahko, da na vsaki konferenci, ker je to moje področje, svoboda gibanja, ranljive skupine, skušam poudarjati, da je to ravno tista vrednota Evrope, kjer se mi lahko povezujemo, da pomagamo drug drugemu. In da pomagamo takrat, ko gre nekomu težko, da mu zagotovimo enako dostojanstvo. In to smo znali delati v Evropi, tudi pred leti, ko je bila Evropa, ko je nastala na porišču boja in revščine, da smo si znali pomagati za drugemu. Kaj se nam zdaj dogaja, da pridejo čovni migrantov na Lampeduso in jih noben ne rešuje. Imamo težave in zato je ta retorika holistična proti ranljivim skupinam, proti priseljencem zelo nevarna. Jaz upam, da bomo uspeli v teh mestih pred nami tudi obuditi te vrednote, na katerih je Evropa zrasla in to smo svoboda. Gospa. Glede Ukrajine najprej. Res je, kar je rekla kolegica Tanja, ljudje tam, pravzaprav nam v Evropi najbolje kažejo, kaj mi imamo, ko se ves čas pridružujemo, da je to nekaj, za kar so nekateri pripravljeni zunaj izkazovati po več, ne samo po več ur, ampak tudi po več dni. Se pa sprašujem, seveda, kaj Evropi sploh ostane pri reagiranju več kot politična in diplomatska sredstva. Mislim, da se je doslej večkrat že izkazalo, da so kakšni drugi posegi prej lahko imeli negativne posledice kot pozitivne. In diplomacija je sploh ena izredno občutljiva, subtilna stvar, ki jo je zelo težko komentirati, če nimaš raznih notranjih informacij. Lahko da biš več škode kot koristi. Glede manjšinske problematike se strinjam s kolegico, da moramo dejansko znotraj Evropske unije poskrbeti za to, da bodo za vse državljane in državljanke veljale svoboščine, ki smo jih potrdili kot skupne evropske svoboščine. S tem, da pa seveda razumem, da je problem znotraj Evropske unije ta, da so določene države bolj svobodne, bolj razvite, druge manj. In so zato določeni tokovi, jaz mislim, da jih bomo najlažje, bom rekla, ne ustavili, ampak naredili tako,
dvosmerne, če bomo res tudi z evropskimi politikami poskrbeli, da se določenih stvarih, smernicah, kazalcih glede razvoja države članice med seboj zbližajo. Zdaj o vodi bi večkrat več povedala, ker za vodo pa jaz sem tudi proti privatizaciji vode in sem zato, da ostane javno dobro, ampak tu pa moram povedati, da pa se pa moje mnenje zelo razlikuje od mnenja kolegice Fajonove in tu mislim, da je prišlo tudi širom Evrope do napačnih informacij. Namreč voda je bila prej del direktive, ki naj bi urejala koncesije in smo jo pravkar sprejeli na plenarnem zasedanju, vode so pa zdaj izključene ven. Ampak kaj je tista direktiva določila? Tista direktiva je eksplicitno v njej pisalo, da država sama odloči, kako bo z vodo, ali je javno dobro ali ne, in da država tudi sama odloči svojo zakonodajo, ali lahko službo ravnanja z vodami opravlja, ne vem, samo neka kot občina, tu sta dva podžupana, sta lahko upravljala občina sama, ali da to da neki javni službi v izvedbo, ali pa zasebni družbi v izvedbo. V to se direktiva ni spuščala. Dejala pa je tako, pisala je pa tako, ne. Če je pa koncesija vredna več kot 8 milijonov evrov, potem pa mora iti to na javni razpis. In pri javnem razpisu še spet ni določena, kakšna naj bodo merila. To bi imele občine same pristojnost določati. Tudi ceno, recimo, ko se je nekaj omenjeno. Določena je pa transparentnost postopka. In jaz mislim, da po mojem mnenju bi s to direktivo, če bi veljala tudi za to področje, lahko državljani in državljanke samo pridobili. Ker zdaj izvajanje storitve, upravljanje z vodami ni to noter, pač gre po postopkih, kakršni so v posamezni državi članici. In ne pozabiti, da je Računsko sodišče ugotovilo na tem področju več nepravilnosti po Evropi. Da je Evropska komisija na tem področju ugotovila več nepravilnosti v Evropi. In da te nepravilnosti, ki so, plačajo uporabniki vode. To področje zdaj ni urejeno. Evropsko. Hvala lepa. Boče še kakšno vprašanje, se ki pojavlja tam mikrofon je že tam. Pozdravljen, jaz imam pa par komentarjev pa eno vprašanje. V bistvu bi se na začetku vrnil nazaj na vetrnice. Se v bistvu glede vetrnice sploh ne vidim problema v konkurenčnosti sami, temveč v tako imenovanem ptičarskem lobiju, ki ga imamo v Sloveniji, ker zgleda vse tako, ker oni to skušajo prikazati, se ptice le v Sloveniji zaletavajo v vetrnice. Skratka, potem bi šel naprej na Ukrajino, pa v bistvu Bolgarijo, pa Romunijo. Glede Ukrajine se mi zdi, da Evropa v bistvu se ne bi mogla več narediti, se že 23 let si vemo, da bi bilo treba državo razdeliti na vzhod, pa zahod, pa Krim zraven priključiti. Mislim, to se je govorilo že 20 let nazaj, pa se tudi zdaj govori, tako da tu res ne vem, kam Evropa tu zraven delati, razen če hoče Rusijo razjeziti, kar je pa že tako za priključitvijo Bolgarija pa Romunija, zaradi tega, ker se omejuje v bistvu vplivno območje Rusije na tak način, tako da v bistvu glede Camerona bi rad sem rekel, da si on lahko ostro retoriko prvošči, zaradi tega, ker Britanija ima zgodovino izolacije in jo bo tudi v prihodnosti vse do neke mere imela, tako da jaz ga čisto razumem, zakaj mu ni pogodu Bolgarija pa Romunija, medtem ko Nemčija se pa v bistvu zelo boji te ruske širitve na zahod. Imam pa jaz še eno v bistvu zelo praktično vprašanje, sam namreč mislim študirati mednarodne odnose, pa se mi res zdi brez veze, da bi zdaj 5 let študiral, ne vem, zunanjo politiko Francije, če se v bistvu integriranje Evrope v bistvu s tako hitrostjo pospešuje, da mogoče čez 15 let, kom dejansko prišlo neka položaj, sploh ne bo več bilo v bistvu neke svobodne Evrope, ampak v bistvu sam nek velik konglomerat, neka federativna ureditev. To, da me zanima v bistvu s kako hitrostjo se to dogaja, ker zdaj spremljam to bančno unijo pa to, ki se v bistvu ureja, pa tudi v bistvu prosto trgovinski sporazum med Evropo pa Združenimi državami Amerike in me v bistvu res zanima, če imate mogoče kakve konkretne letnice, dokdaj naj bi se ta pa naslednji pa ta korak naredil v integracijo Evrope. Hvala. Hvala za te res dobre komentarje in za to vprašanje, na katerega pa mislim, da ne bom mogla dati kakšnih letnic govora.
Je pa res, da zdaj se na vseh razpravah pogovarjamo s tem, kaj se bo zgodilo z Evropo. A bo to Evropa dveh hitrosti, a bo Evropa razpadla, bo šla Evropa po poti nekdanje Jugoslavije. Kaj bo s to Evropo? Jaz bom povedala svoje mnenje. Jaz si želim, da ta Evropa ostane. Verjetno pa ne bo čist takšna Evropska unija, kot je bila pred krizo. Jaz mislim, da bomo mi mogli na novo, ker imamo veliko nezaupanje ljudi, če pogledamo, da je 60% Evropejcev po Evropi, ki danes izraža nek skepticizem oziroma nek strah pred povezovanjem, najprej to zaupanje obuditi, rešiti gospodarsko in finančno krizo. Tu mislim, da imamo že neke jasne izhode, vzpostaviti bančno unijo, zagotoviti, da bo imel evro nek nadzor, ki ga do zdaj ni imel. Potem pa bo čas, ko se moramo pogovarjati, kakšna bo Evropska unija izgledala institucionalno naprej. In danes se pogovarjati, ali bo to Združene države Evrope, ali bo to neka konfederacija, ali bo to, jaz mislim, da je mogoče zelo nevarno v času, ko imamo tako nezaupanje ljudi. Mi moramo najprej ukrepiti te vrednote, ki so bile v Evropi vzpostavljene, solidarnost, povezovanje, dostojanstvo, človeka dati v ospredje. Verjamem pa, da bo mogoče šla Evropa v področja, da se bodo države povezovale tam, kjer čutijo interese. In bo mogoče več povezovanja na območju držav z evro, mogoče bo več povezovanja tam, kjer bodo države imeli neke energetske vezi. Zdaj, a bo to Evropa prve, druge hitrosti, katere države bojo kasneje se povezovali, lahko se tudi nekaj danska zgodi. Jaz si predvsem želim, da mi vzdržimo te temelje, te 4 temeljne svoboščine, na katerih je bila Evropa zgrajena, in da se zavedamo tega, da nobena država danes, ne velika Nemčija, ne velika Slovenija, sama ne bo preživela sveta globalizacije. Imamo mi, Evropa danes ni več center v svetu, je mogoče zaostaja. Imamo velika gospodarstva, ki nas prihitevajo po levi, po desni, in Evropa mora biti konkurenčna. Konkurenčni pa bomo le tako, da bomo sodelovali skupaj. Mogoče vam povem eno zanimivo zgodbico, Pascal Lamy je pred časom v Bruslju povedal. Ko je bilo še 15 voditeljev, je šel predsednik, takrat je šel od enega do drugega. Vsakega je obiskal in je vprašal, kaj vi vidite, da bi lahko bilo skupnega v tej Evropski uniji. Vsaka teh 15 voditeljev je povedal nekaj točk, kjer vidi, da bi se lahko države povezale. In potem je nazadnje obkrožil in je bila ena sama skupna stvar, enotni trg. Mogoče bomo mogli tako narediti, da še enkrat postavimo, zdaj nas je 28 držav, da določimo, kaj je tisto, kar nas lahko veže. Bruselj ne bo delal vsega za nas, mi moramo imeti tudi svojo suverenost. Ampak najde tiste točke, kjer pa čutimo interes, da želimo biti povezani naprej. Jaz mislim, da bomo na tem začeli graditi. Kako hitro bo pa ta proces šel, bo pa predvsem odvisno poznali med ljudmi spet vzbuditi neko zaupanje. Tudi to leto evropskih volitev bo moje zelo ključno, ker če se nam zgodi, da bojo se ukrepile predvsem tiste nacionalistične sile, ki zagovarjajo neko protipriseljensko politiko, nek sovražni govor, ščirijo neko nestrpnost, se lahko v Evropi marsikaj spremeni. Zato bo to zelo odvisno in bo vključen tudi vsak glas, da se nam ne bo zgodilo, da bo na volitvah praktično večina ljudi ostala doma, ali pa bodo prišli samo tisti, ki bojo glasovali iz protesta. Zelo veliko se nam lahko letos spremeni, kako bodo razgledali naprej. Še kratek, komentar gospod. Ja, najprej bi komentirala tisto, glede tičarjev se mi je zdelo nekaj posmehljivo, ampak se mi zdi, da to moram povedati. Velikrat v naši družbi se posmehujemo ali pa okrivimo nekoga, ki pove svoje mnenje, ki opozori na nek problem. Ampak dajmo pomisliti, kaj je problem pri teh vetrnicah in pri tem, da se projekt ne izvaja tako, kot bi se moral. Res mislim in verjamem, se strinjam s tem, da to je problem. Ja, problem niso ptičarji, ki vidijo nekaj enostavnih ne povejo. Problem je tisti, ki ima določeno odgovornost v tem postopku in tega postopka ni izpeljal tako, kot je treba. In jaz mislim, da mi kot družba se moramo slej poprej priti na jasno s tem, da se med sabo kot različne stroke spoštujemo, upoštevamo in da terjamo odgovornost od ljudi za tisto, za kar so pristojni. In jaz še
enkrat bom rekla, mislim, da tukaj ni bilo odgovorno za stvari družbo, ampak tisti, ki so postopke vodili. Glede širjenja Evropske unije in prihodnosti, res je, da se strinja vprašanje za kaj $1 milijon, ampak tisto, kar jaz mislim, da je pa gotovo, je pa, da bodo šle stvari naprej v nekem smislu bolj počasi. Ker eden izmed najuspešnejših evropskih projektov je bila širitev, in to je bila tako geografska širitev, kot tudi širitev teh skupnih politik. In potem, ko se je že zgodil ta velik širitveni boom, smo nekako spoznali, da so pa razlike na določenih področjih med državami tako velike, da to povzroča tudi težave. In res je, da se bomo morali vprašati, kaj je tista želja, ki nas še združuje. Zavedati se pa moramo, kaj vse tista želja v ozadju ima. Recimo skupna valuta, evro, to so se države članice nekatere uspele dogovoriti, da bodo imele. Potem so pa rekli, ampak vse tisto, kar pa zagotavlja stabilnost in trdnost te valute, ostaja pa izključna pristojnost držav članic. In zaradi tega smo imeli tudi take probleme, kot smo jih imeli v Evropi. In zaradi tega smo recimo celotno ta mandat sprejemali zakonodajo, ki je tist manjko nekako pokrila in upam, da ga bo in bo še naloga naslednjega mandata. Tudi ko rečemo notranji trg, kar je omenila kolegica Fajonova, se strinjam s tem, to je res ena taka stvar, ki združuje veliko držav, ampak v ozadju pa ogromno raznih stvari, ki jih je treba potem tudi realizirati. Če hočemo, da evropski notranji trg deluje, mora delovati pravna država, mora biti neka politična kultura, mora biti davčna politika, mora biti taka, da je možna resnična konkurenčnost na tem notranjem trgu. Skratka, pri vsaki taki lepo politično zveneči zavezi, ki se da navzven, morate ljudje vedeti, kaj vse nosi v ozadju. Zato, da ne bo možno potem z vami manipulirati, kar se je po mojih izkušnjah kar večkrat